Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev je eden od najstarejših raziskovalnih enot na naši inštituciji, na naši univerzi. In tukaj se ukvarjamo predvsem z eksperimentalno fiziko in kozmologijo. Študiramo kozmične žarke oziroma tudi druge žarke in delce, ki prihajajo iz vesolja. In v bistvu povezujemo fiziko osnovnih delcev, kjer se raziskave tečejo v laboratorijih in na najmanjši skali, ki jo lahko še proučujemo z obstoječo tehniko, in pa seveda z razvojem vesolja, to je pa druga skrajnost skale, kjer so pa razdalje neskončno velike. Sam laboratorij je na začetku deloval v mednarodni kolaboraciji Péroget. To je največji observatorij na svetu za merjenje kozmičnih žarkov ekstremnih energij, ki prihajajo k nam iz vesolja, in nas seveda predvsem zanima, kaj so ti delci, kakšna je narava teh delcev in pa seveda od kje prihajajo, kje v vesolju imamo tako močne pospeševalnike, da pospešijo te delce do ekstremnih energij. No, ta projekt je v teku, sedaj se dograjuje observatorij, seveda pa razmišljamo tudi, kako naprej, in že nekaj let smo vpeti v razvoj in pripravo največjega observatorija na svetu za visokoenergijske gama žarke, in seveda študij teh delcev nam omogoča vpogled v globoko vesolje, se pravi v najstarejše dele vesolja. Raziskave so izjemno zanimive, ne samo za nas kot raziskovalce, prepričan sem, da tudi za študente. Naša skupina je sestavljena zelo mednarodno, ljudje iz različnih držav pri nas bodisi študirajo, bodisi delajo, in v raziskave vključujemo tudi študente prve in druge stopnje, in si želimo, da bi ravno te naše raziskave, ki so izjemno zanimive po eni strani, znanstveno zanimive, po drugi strani pa tudi upamo, da so tudi privlačne za mlade ljudi in da se bo čim več mladih odločilo za študij fizike. Pri nas, na naši univerzi, imajo, in samo tukaj imajo možnost raziskav, dela v laboratoriju, ki je mednarodno vpet in nikjer drugje v Sloveniji ne morete delati tovrstnih raziskav, kot jih lahko delate pri nas. Naše raziskovalno delo je seveda vezano na veliko raziskovalno opremo, ki si jo posamezna država sama po sebi ne more privoščiti. Zato te raziskave počnemo v sodelovanju, v kolaboraciji z fiziki in astronomi praktično iz vseh kontinentov, razen, če se ne motim, iz Afrike nimamo nobenega sodelavca. In to pogledno je seveda izjemno zanimiv za mlade ljudi. Ne samo to, da imajo možnost delati na vrhunski in najboljši raziskovalni opremi na svetu, ampak se tudi znajdejo in srečajo v enem multikulturnem okolju, kjer se lahko nekaj naučijo tudi ne samo kot znanstveniki in fiziki, ampak tudi kot ljudje, da spoznajo, da je svet širok in da smo ljudje iz različnih koncev našega planeta različni, ampak še zmeraj pripravljeni in zmožni sodelovanja in doseganja vrhunskih rezultatov. Kot rečeno, študente poskušamo čim prej vključiti v raziskovalno delo, bodisi tako, da delajo doma, tukaj na univerzi, da obdelujejo podatke, ki jih na teh observatorijih dobimo. Seveda pa predvsem doktorske študente, pa tudi študente druge stopnje poskušamo že relativno zgodaj pošiljati v kraje, kjer se ti observatoriji nahajajo, da se spoznajo tudi
eksperimentalno in fizično z aparaturami, ki so potrebne za zajemanje tovrstnih podatkov. Kozmični žarki so delci, ki prihajajo z vesolja in bombardirajo zemeljsko površje. Zdaj, imamo kozmične žarke različnih energij, od takih nižje energijskih do zelo visoko energijskih, in njihova energija je odvisna od procesov, kjer nastanejo. Kozmični žarki, ki nastajajo na primer na Soncu in zadevajo Zemljo kot sončni veter, imajo relativno nizke energije. Kozmični žarki, ki na primer nastajajo v črnih luknjah, v eksplozijah supernov, v procesih, ki so zelo energijski, imajo pa zelo visoke energije. In te delci ravno tako bombardirajo zemeljsko površje, so pa izjemno redki. Recimo en tak zelo visokoenergijski delc zadane določen, recimo kvadratni kilometer zemeljskega površja, samo mogoče enkrat na stoletje ali pa kaj takega. In zato, da bi lahko proučevali te visokoenergijske delce in pač preko njih tudi pojave v vesolju, ki jih povzročajo, potrebujemo zelo velik detektor. Tako da bo še vedno bomo lahko zmerali nekaj 10 ali pa nekaj 100 takih dogodkov na leto. No, zato ta observatorij Pierre Auger pokriva kar 3000 kvadratnih kilometrov površine v Argentini. In te visokoenergijske delce zaznava na tak način, da ko priletijo v zemeljsko atmosfero in se zaletijo tako rekoč v atome, v atomska jedra plinov, ki so v atmosferi, naredijo tak velik plaz nabitih delcev in ta plaz potem pač pade nekje na zemeljsko površje in tam pusti signal v detektorjih, ki so kot v eni taki pač v nekem takem vzorcu razporejen po tleh. Poleg tega se da ta plaz zaznati tudi s tako imenovanimi fluorescenčnimi teleskopi, ki so usmerjeni pač gor v zračje in lahko vidijo šibko svetlobo, ki se pri razvoju takega plazu sprosti. Kot vidite, lahko take delce zaznamo samo preko interakcij z atmosfero. In zato, da lahko potem to delamo, moramo zelo natančno poznati, kakšne atmosferske pogoje imamo in na ta način je fizika pač kozmičnih žarkov visokih energij povezana tudi z fiziko atmosfere. Kot zanimivost bi pač rekel tudi to, da sicer te delci, ki nastajajo nekje v vesolju in ki nas zadevajo, pač ne samo to, da ne vemo, kakšni delci to so, ali so to protoni, ali so to jedra železa, ali kaj to je, ni tudi popolnoma jasno, kakšne vrste interakcij potekajo med temi visokoenergijskimi delci in pa zrakom. Ena ideja je bila, da pri tako visokih energijah bi se nemara lahko tvorile mikroskopske črne luknje. In potem bi te mikroskopske črne luknje recimo zelo hitro razpadle. Obstajajo celo straha, da če bi se taka mikroskopska črna luknja tvorila, kaj če bi pa narasla in to. No, pač to se ne dogaja. V našem laboratoriju smo raziskali seveda tudi možnost tvorb mikroskopskih črnih lukenj in zaenkrat pač smo ugotovili, da do takega pojava pač ne prihaja.
Я sodelujem в лабораторії астрофізики основних дельців Університету в Новій Гориці в експериментах П'єр Оже і ЦТА, який будучи експеримент на подручju астрофізики гамма-жарков високих енергій, який був принесел wiele odgovorów na temeljne vprašanja iz fizike pospeševanja delcev v vesolju, iz fizike gamma pojavov netermalne narave v vesolju in tudi za fundamentalno fiziko, naprimer za temno snov. Gamma žarki visokih energij so zelo pomembni, ker ne se odklanjajo v magnetnih poljah v galaksiji in izven galaksiji in pomagajo nam opredeliti smer, v kateri so nastali. Eksperimenti na področju čerenkove astronomije so že odkrili od zadnjih 10 let približno 150 izvorov gamma-žarkov visokih energij. To so večinoma ostanki supernov ali aktivne galaksijske jedra in tudi nekatere vrste drugih izvorov. In CTA bo imel ločljivost in občutljivost boljše kot današnji poskusi v tej astronomiji in bo odkril več kot 1000 izvorov gamma-žarkov visokih energij. Konsorcij CTA je en med velikih mednarodnih konsorciumov, ki združi več kot 1000 fizikov in inženirjev iz več kot 27 držav po vsem svetu. In v tem letu se bomo odločili za lokacijo budućega observatorija. Bomo imeli en observatorij v južni polobli in en v severni polobli. Observatorij v južni polobli bo verjetno ali v Čiliju ali v Namibiji in observatorij na severni polobli bomo izbrali nekaj kasneje, verjetno med Mehiko in Kanarskimi otoki. In v naslednjem letu upamo, da se bo začela izgradnja CTA observatorija. In the laboratory for astrophysics, I'm working on theoretical physics of quantum gravity, mainly studying black holes. Black holes are one of the most interesting places to study quantum gravity because they produce a large conflict between the laws of classical physics and the laws of quantum physics. In particular, black holes in classical physics are stable objects. They can rotate, they can produce huge engines at the centers of many galaxies in the universe. They can also be isolated. But if I add quantum mechanics to the physics of black holes, then one finds via a calculation done by Hawking in the mid-70s that they can actually evaporate. The evaporation of black holes causes many problems for the foundations of physics. In particular, it causes the possible breakdown in the well-behaved nature of quantum field theory. Quantum field theory is a theory which describes many things in our universe. It has been tested very well, but quantum gravity coupled with quantum mechanics implies breakdowns in quantum field theory. A lot of these are related to properties of the horizons of black holes, and my study is mostly concentrated on studying the details of the horizon of black hole and what happens in the presence of quantum mechanics. This hopefully one day will lead us to a full theory of quantum gravity.
Znotraj laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev imamo tudi računalniški sistem za paralelno računanje in obdelavo podatkov, imenovan GRID, ki ga uporabljamo za Cherenkov teleskop array. To je observatorij teleskopov za opazovanje Cherenkove svetlobe, ki nastane ob vstopu visokoenergijskih gama žarkov v zemljino ozračje. Poleg tega se za CTA ukvarjam tudi z testiranjem in karakterizacijo fotodetektorjev. To je nov sistem fotodetektorjev, ki temelji na siliciju in je podoben kot dioda, in sicer s prehodom delcev dobimo tok, torej dobimo nek signal. Torej, računalniški sistem GRID je v tem trenutku sestavljen iz večjih računalnikov, ki imajo skupno približno 112 jeder. In poleg tega je to v bistvu samo en del, ki je potem komponenta celotnega sistema vseh laboratorijev. Kot doktorski študent znotraj laboratorija imam seveda precej dobre pogoje za sam študij. Bil sem tudi na izmenjavi na Portugalskem, kar mi seveda precej pomeni in s tem dobim tudi izkušnje.